Pozdravljeni v današnjem kulturnem raportu. Tokrat bomo prisluhnili pogovoru s pesnico Nelo Pobrežnik. Njeno ustvarjanje zajema pisanje pesmi in spekter vizualnih praks. Leta 2022 je izšel njen pesniški prvenec z naslovom Zrklozob. Pogovor z njo je vodil Vid Karlovšek. Poglejmo. Nela Pobrežnik je vsestranska umetnica. Poleg pesmi se ukvarja tudi s fotografijo, z animacijo, z vizualizacijo, slikarstvom. Je diplomirana komparativistka in diplomirana vizualna umetnica, oboje na Ljubljanski univerzi. Je avtorica pesniške zbirke, ki je pred vami, in je soavtorica tudi antologije, ki je dvignila veliko prahu. O tem bomo kasneje. Njen sogovornik je Vid Karlovšek, tudi pesnik, poznamo ga s televizije, sicer pa diplomant svetovne književnosti in slovenske. Veseli me, da smo se tokrat srečali v taki sestavi, ker je malce neobičajna. Želim prijeten pogovor in potem tudi mladostno interpretacijo. Hvala. Hvala jasno za tale uvod. Nela, še morda začneva kar na začetku, tako kot se spodobi, torej pri tvojih pesniških oziroma umetniških začetkih. Kdaj in kako se je pravzaprav pri tebi začela fascinacija z umetnostjo, s poezijo, vizualno umetnostjo, kot smo slišali? V bistvu se ne spomnim, kdaj točno se je začelo, ampak starši so mi definitivno nudili nek delček, košček tega začetnega navdušenja za umetnost. Spomnim se, da ata oče mi je zmeri rad narisal kako čudno skico, imel je svoje fore, vedno se je rad zabaval. V bistvu je bil kot mlad gledališčnik, mislim, ne zares profesionalno ali uradno v nekih uveljavljenih institucijah, ampak prek gasilcev, gasilskega društva. Tako da mi je tudi ostalo te neke njegove zgodbe in to. Mislim, da na nek način se je vse zares začelo z zgodbo. S tem, ko so mi babice oziroma ome pripovedovale svoje izkušnje v svetu in to neko sočutje, ki sem ga čutila do tega. To neko željo narediti svet, da se bomo imeli vsi radi, da ne bo vojn, da je lahko mogoče vse, kar pač človek zares v srcu z ljubeznijo želi. In iz tega vsega, mislim, da je tudi neko počelo umetnosti na vse zadnje, neka ta človeškost, ki nas dela humane in da smo pač ljudje, da nismo samo neki se predajamo svojim nagonom, ampak da delamo z nekim večjim namenom. In tudi na vse zadnje umetnost vidim kot neko, tudi Marx se strinja s tem, mislim, jaz se strinjam z Marxom, da smo ljudje ustvarjalna v osnovi, v svojem bistvu, da smo ustvarjalna in kooperativna bitja. In mislim, da noben človek ni zares slab in potem takem, mislim, iz tega sledeč je tudi umetnost neka univerzalna lastnost človeka oziroma bi mogla biti. Danes se bomo seveda predvsem literaturi, tvojemu literarnemu ustvarjanju posvetili. Me pa zanima tvoj vstop na literarno polje. Zagotovo se je zgodil še predizstava tvojega prvenca Zrklozob, o njem bova malo kasneje. Torej, kako se je tvoje v bistvu udejstvovanje na literarnem področju sploh začelo?
Mislim, pisala sem pesmi že v osnovni šoli, ampak to so bile zelo klišejske, sentimentalne. Ja, prvič sem pa zares brala pesmi na Metelkovi. Mislim, da je bil to ljubljanski pesniški maraton. Oziroma, ne vem, če se je takrat že tako imenoval, to mislim, da je bilo pol letos kasneje. Ampak bila je ta scena, ljubljansko branje poezije na več mestih, jaz sem pač šla na Metelkovo, ker se tam najbolj domače počutim. In takrat sem prvič brala poezijo, ful sem imela prijeme. Ampak je bil odziv res, nisem pričakovala takega aplavza in takega odziva. Tudi pol, ko sem šla dol z odra, mi je več ljudi rekel bravo, če človek zvejo kaj več in podobne stvari. Ampak, no, v glavnem pomembna stvar tistega večera je bila to, da me je pol po branju Dejan Koben povabil k izdaji zbirke. Takrat mi je omenil, da se bo ustanavljala zbirka Črna skrinjica, mislim založba Črna skrinjica. In sem pa takrat navdušena. Prav, ful mi je pa to neka potrditev. Prvič berem v Ljubljani svojo poezijo in že mi ponudijo zbirko. Tako da, ja, da sem z navdušenjem to sprejela in to se je ravno zgodilo. No, tvoje v bistvu navdušenje, zanimanje za literaturo, pa tudi za vizualne umetnosti se seveda odraža tudi v tvoji študijski izbiri, ne? Kot je že jasno povedala, si diplomirana literarna komparativistka, no, po diplomi na primerjalni književnosti pa si se odločila še za študij na Akademiji za vizualne umetnosti. Torej, kako to, zakaj ta kombinacija, zakaj se nisi ustavila samo pri študiju književnosti? V bistvu moja prva izbira je bila ilustracija. Ne vem, nekod po mojem zaradi tega, ker sem si vedno želela več praktičnega udejstvovanja, ki jo lahko ponuja primerjalna književnost, ker pač, mislim, še zmeraj je dosti teoretičnega in kljub temu, da ne obžalujem ne obžalujem, da sem bila vseeno izbrana za ta študij, ker mi je res ponudil ogromno neke širine in teoretične podlage in se mi zdi, da mi je to dejansko pomagalo pri nadaljnjem likovnem udejstvovanju. Ampak še zmeraj me je na nek način ukalupljal v to teoretičnost, še zmeraj sem hrepenela po nekem praktičnem udejstvovanju. Ampak takrat, ko sem šla študirati to, sem nekako vedela podzavestno, da mi je književnost bližje še zmeraj in se nisem niti toliko trudila za to, da bi bila sprejeta na ilustracijo. In mislim, da je prav tako. No, kot je bilo že večkrat omenjeno, ukvarjaš se tudi z vizualno umetnostjo, s fotografijo, videom, animacijo, slikarstvom in tako naprej. No, kako se pa vse te umetnosti povezujejo s poezijo in zakaj je pravzaprav ta interdisciplinarnost pomembna? Tu bi spet lahko peljali pojem kolaža, ki je meni toliko blizu. Pač ne morem se odločiti samo za eno stvar, ker se počutim toliko povezana z različnimi oblikami. Ampak imata definitivno skupno točko. A lahko poveš nekaj vprašanja? Ja, torej, kako se te različne vizualne umetnosti, s katerimi se ukvarjaš, povezujejo s tvojo poezijo? Torej, omenila si kolaž, ki je v bistvu neka tehnika, ki jo uporabljaš pri vseh umetnostih, s katerimi se ukvarjaš, kako se to odraža pri enih in drugih. V bistvu sta
pisanje in likovno ustvarjanje pomeni vzajemno se dopolnjujeta, pač po mojem tudi zato ne moram se odločiti sam za eno, ker beseda je zame dostikrat neko utemeljevanje te vizualne podobe, je v bistvu utemeljevanje koncepta. Čeprav se zgodi to, da zelo spontano in intuitivno in samo od sebe, torej pol za nazaj ozaveščam te povezave. Ampak je ta neka yin-yangovska vzajemna, se dopolnjujeta, pač z besedo utemeljujem vizualne koncepte in vizualne podobe pogosto tudi pol potrdijo te besedne resničnosti oziroma trditve. In rada bi pač to dvoje še bolj povezala, prek kolaža tudi. Mislim, da kolaž je glih zaradi tega neka, saj do tega bomo še prišli, neka v bistvu univerzalni odsev delovanja tudi naših misli, kako v bistvu nastajajo sploh resničnosti. No, tudi sama sicer praviš, da je koncept kolaža oziroma dekolaža osnovno idejno gonilo tvojega ustvarjanja. No, kaj pa je za kolaž značilno konkretno na področju literature? Kaj lahko doprinese, česar mogoče druge forme ne morejo? Kolaž je v bistvu orodje povezovanja, orodje združevanja različnih resničnosti, različnih koščkov. In kot tak kolaž je v bistvu vse prisoten v naših stvarnosti. Kolaž lahko vidimo pri kuhanju, ko dodajaš različne začimbe. Kolaž je v glasbeni produkciji, kolaž je v filmski montaži. Kolaž je v bistvu tudi način delovanja naših misli, asociacije. Vse je zelo fragmentirano in se pojavlja tu, tam, tretjo in moraš pač dati pol. Mislim, meni je res predvsem pri kolažu fascinantno to, da lahko združiš več resničnosti, da lahko narediš nekaj novega, neko novo, mogoče celo boljšo resničnost, ki vsebuje vse fragmente stare in ne da zavržeš, ampak recikliraš. In to, mislim, da kolaž je prihodnost. No, poleg kolaža je v tvoji poeziji tudi ogromno raznih besednih iger, no po vsebinski plati pa v bistvu že na prvi pogled zasledimo v bistvu veliko brutalnosti, surovosti in tudi, bi lahko rekli, družbene kritike, zelo neizprosne, tako kritike patriarhata, kapitalizma, individualizma in tako naprej. Torej, od kod pravzaprav črpaš teme in kaj so za poezijo relevantne teme? Iz sebe. Mislim, da drugega odgovora sploh nima noben umetnik, se pa ne moreš iz kje druge črpati kot pa iz sebe, ker pač sebe najbolj poznaš, sebe doživljaš celo življenje, nič drugega, v bistvu nobena druga perspektiva ti ni bolj jasna kot tvoja. In mislim, da definitivno je ena izmed nalog oziroma cilj poezije oziroma vloga to, da prevprašuješ samega sebe, da se skušaš razumeti in skušaš najti, če je to prava verzija, resnična verzija, iskrena verzija, ki jo res hočeš dati v svet. Pač je neka samokritičnost in definitivno stremenje k najvišji resnici. No, tvoj prvenec, ki ga lahko vidimo tukaj, Zrklozop, je izšel pri Črni skrinjici leta 2022. No, sama praviš, da je Zrklozop posrednik zlomljenih projekcij in obrambni mehanizem,
Izid knjige pa je poskus ozaveščanja tega mehanizma. Torej je sredstvo zaznave in obrambe pred krutostjo, krivičnostjo tega sveta oziroma družbe. Je torej to tudi naloga poezije, torej zaznavanje in pa obrambni mehanizem pred družbo, pred svetom. To je bolj naloga ega. Mislim, Zop je zelo odseva delovanje ega kot takega. Je pač nek mehanizem obrambe, neka bolečina, ki si želi biti slišana. In zaradi tega je lahko ful maščevalen. Prava mala pošast. In mislim, da naloga poezije je več kot to. Naloga poezije je, mislim, jaz definitivno ne morem definirati tega, ker pač to definiramo mi vsi. Ampak sama sem mnenja, da je naloga poezije kvečjemu, da odstranja maske iz teh raznih mehanizmov, ali so to obrambni ali kakršnikoli pač. Da v bistvu poskušamo priti do nekega bistva, ki je pristno, ki je pač ljubezen. Urednik tvoje zbirke, Dejan Koban, v spremni besedi med drugim zapiše, da si, citiram, ena redkih v tej kruti in zajebani državici, ki se ne bojijo mečevati z besedami, pa tudi, da je politika ognezdena povsod, tudi v tvoji poeziji. Torej, kakšno moč imajo besede? Ja, jaz sem mnenja, da besede, ki nimajo nobene globine, brez duše. Besede brez duše so kič. Če nima neka stvar za sabo nekega globljega pomena, za svojo podobo globljega pomena, pol je kič. In besede, ki pa jim vdahneš dušo, ki jim daš svojo moč, ki jim daš svoje čustva, svojo zgodbo, svojo bit, pa imajo čarobno moč. To se je zagotovo pokazalo tudi pri tej antologiji, ki jo lahko vidimo tukaj, torej Bog se ga drka na nas. Naj povemo, da je naslovljena po verzu iz tvoje pesmi in bi lahko rekli, da je bil to nekaj časa najbolj znan slovenski verz celo. Kakšni so v bistvu tvoji občutki v zvezi s tem pompom, s temi burnimi odzivi, ki jih je antologija s tem naslovom sprožila? Kako komentiraš te polemike? Ja, meni je tragikomično vse skupaj. Ampak sem ponosna sem še zmeraj na ta verz in mislim, da odraža to, kar more. Mislim, da smo bili vsi presenečeni, da je tak naslov sploh prinesel tak odziv. Mislim, da smo bili vsi pričakovanja, da bo pač to malo bolj sprejeto. Mislim, ne toliko, kot da je neka stigma, neki ojojoj, s tem pa to pa je nekaj, kar se mi ne ukvarjamo s tem. To je pa preveč za literaturo. Ampak kaj je zares preveč za literaturo? A ni literatura nekaj, kar mora dati prostor vsemu, umetnost. Mislim, prvič bi lahko izpostavila to, da definitivno nismo nameravali nobene religije žaliti. Mislim, da vsi spoštujemo vse religije, vsi v tej antologiji. Mislim, definitivno lahko govorim zase. Tudi Bog je pisan z malo, kar še potrjuje to. Druga stvar, zakaj bi bila spolnost toliko nesprejemljiva, da se božanstvo ne bi smelo samo zadovoljevati? Zakaj religija nima stika z spolnostjo? In tretja stvar, s tem, da so poslali to užaljeno pismo,
so v bistvu sam potrdili to metaforo. Tukaj gre za pismo, protestno pismo, ne, ker antologija bi morala najprej iziti pri Društvu slovenskih pisateljev, pa je potem nastalo protestno pismo, mislim, da skoraj 200 podpisniki, ki so potem dosegli, da antologija ni šla pri Društvu slovenskih pisateljev. Ne. Ja. Ampak mislim, da, glede na vse to, se mi zdi, da smo v manjšini bolj mi. Pač, da je v manjšini v bistvu ta iskren izraz in da prevladuje ga ta, ja, bodimo spodobni. Mislim, da žrtvovati iskrenost za spodobnost nikoli ni prav. In to je tudi, mislim, da je prav, da pač, če že mora ratati taka scena iz tak naivnega naslova, v bistvu, mislim, iskrenega in jaz ga niti ne dojamem to kot vulgarnega, ampak preprosto nekaj, kar rečeš iz pristnosti. Da pač, mislim, to sploh Društvo slovenskih pisateljev. No in tudi pri tej antologiji je nastopil nek kolektivni moment, ko smo se mladi povezali, ne? Tudi sama pa recimo sodeluješ s kolektivom Pera srca, pa pri zavodu Trajt. Si v bistvu avtorica grafične podobe Pera srca, si zaslužna za vizualno plat vseh performansov in tako naprej. Kaj sta ti v bistvu tako Zavod Trajt, tukaj koprski, ne, Zavod Trajt in pa Pero srce dala omogočila? Ja, spet lahko menim kolaž, ker pač je ta neka v bistvu, mislim, ta razdrobljenost, ki je, in jo potem daš v nekem kolektivu, v nek prostor. To mi je nudil Trajt. Da se da neko idejo v prostor, kjer se ljudje povezujejo. Da ne ostane vse znotraj tebe in da daš tudi nekaj med druge in da deliš in da se po to oblikuje v nekaj novega s tem, ko drugi dodajajo svoje dele. In to se mi zdi ful pomembno danes. Da se ta skupnost izgublja. In zato so mi taki projekti to pomembni. Ja, ta kolektivni pristop k umetnosti, k umetniškemu izražanju je na nek način tudi način kljubovanja tej kapitalistični, individualistični usmerjenosti družbe. Ne? Ja, individualizem je postal precej toksičen. Mislim, vsi zelo je ta osredotočenost na kuriranje lastnega egotripa, kako bom jaz zdaj se skuriral, tako da bojo drugi videli točno to, kar si želim, da bojo videli. In pač basically spektakel, v katerem se skriva jedro kapitalizma, jedro nadzora, jedro nekaj, kar pač jedro nečesa, kar ni nujno usmerjeno v to, da bi se imeli radi med sabo, ampak to, da bojo ljudje imeli več dobička in da se bojo lahko predajali neki moči, ki je itak iluzija. Ok, zdaj sem ful zašla. No pa, če ostanemo pri tvojem delovanju v tukajšnjem lokalnem koprskem prostoru, ne, bila si tudi rezidentka v hiši Alojza Kocijančiča v Kubedu. No, zdaj me zanima, kako je bivanje tam pravzaprav izgledalo, kakšno izkušnjo si odnesla, ne? Spoznala si se, kot vemo, tudi z istrsko šovrinsko kulturo, ki te je tudi navdihnila pri ustvarjanju, ne? Ja, Kubec, mislim, to je prav res nek kraj spiritualne moči. Pač prav ko prideš tja, si definitivno v direktnem stiku z istrsko dušo, slovensko istrsko dušo. Ne moreš se izogniti temu, ne šans.
Ne, tudi to, da sem bila v hiši Alojza Kocijančiča in tam je njegovo staro pohištvo, stare omare, njegova posla, njegovi posli sem ležal. Pač, da te na neki točki te stisne, saj ob 3 zjutraj, ko burja, šviga okoli bajte. Mislim, in pol je še njegov portret, direkt, ko prideš po stopnicah navzgor in v mračnih urah je res videti kot duh. Mislim, vse to ni nič slabega, jaz to doživljam kot nekaj ful fascinantnega in mislim, koliko se lahko energija pretvarja in poveže in začuti, pač. Ne, to je pa res nekaj posebnega. Žal mi je edino, da je trajalo tako kratko, ker če bi bilo še kak mesec, mislim, da pol so podaljšali. Zdaj mislim, da ni več 1 mesec, ampak je 2. Bo ponoviti mogoče. Evo, mogoče se kdaj spet pridem tja. Mi je bo pa res tudi ful fajn videti Čavrinke. Mislim, to so itak ne moreš mimo tega, če si tam, moraš spoznati tudi šavrinsko kulturo. To je pač uklesano v kamen, v pokrajino. Šavrinske zgodbe so del kamna. Ne moreš se izogniti temu. In tudi ena Šavrinka je danes med nami, Diana Kocijančič. Tudi njo sem portretirala. Res sem uživala v teh portretih. Mislim, res sem se ful povezala z vami prek tega. Prek vsake gube, prek vsake iskrice, ki jo slikaš v očeh, res začutiš vse poti, ki jih življenje kuje v tej osebi. In s tem se valjda povežeš tudi s kulturo. Jaz sem takrat predvsem raziskovala, saj ne vem v bistvu, zelo intuitivno je bilo vse. Ampak mislim, zdaj za nazaj, da sem iskala neke sledi kulture v naravi in sledi narave v kulturi, neko vzajemnost vsega živega. No, kakšen je pa tvoj pogled na današnje, torej aktualno stanje na umetniški, literarni sceni? Česa morda manjka, do česa si kritična? Ja, tako sem že prej omenila, pač. Individualizem zagotovo, ne? Ja, pa ta odtujenost, pač odtujenost, ki povzroča kapitalizem, neki sistemi, ki niso zares naši, ki ne vem, če poznate kaj Marxa, on pač govori, kako v bistvu s kapitalizmom postanejo dobrine odtujene od človeka, zaradi tega, ker mi ne vemo, kdo nam je naredil zdaj to zobno ščetko, s katero si umivam zobe. Ne moramo se povezati s tem delom, ne moramo zares ceniti tega dela. In vse je toliko odtujeno zaradi tega tudi. In to pol sam zaostruje te pomanjkljivosti, skupnosti. In pol je že ta spektakel in družbeni mediji in ti dražljaji, ki jih iščemo, brez da bi se sploh vprašali, kaj pa jaz zares rabim? Kaj pa jaz zares rabim? Brez da bi me zanimalo, kaj družba misli. In je zmer ta neka ukleščenost v to kapitalistično nastrojenost, v to kapitalistično idealizirano podobo uspeha, ki je kao denar. Med denar je pa največji uspeh. In pozabljamo, kaj je zares bistvo, da so to pač pristni odnosi, pristno izražanje, pač, da si lahko iskren, pa da brez da se počutiš ogroženo, da te bo nekdo izkoristil zdaj. No, odgovor na to je mogoče v
neki alternativni umetniški sceni, ne. Tudi sama pogosto nastopaš na Ignoru v Ljubljani, knjigo si kot omenjeno izdala pri založbi Črna skrinjica. Gre seveda za alternativne dogodke, alternativno založbo. Kje vidiš pomen tovrstnih dogodkov, tovrstne alternative in alternativne scene nasploh? Ja, ne, alternativa je nujna. Mislim, alternativa je proti temu bolj komercialnemu mainstreamu. In je nujna, glih zaradi tega, ker v bistvu opozarja na to, da to, kar nudi mainstream, ni vse. To, kar... Ja, pač, da ni nujno, da temu, kar povzročamo največ pozornosti, zakaj bi moglo biti to središče pozornosti, zakaj ne bi obrnili pozornost če kam drugam, na primer. In tudi prevprašuje uveljavljenost mainstreama. In to je ključno. Brez tega ni mainstreama, v bistvu, sta kot yin in yang. No, za konec pa še mogoče o tvojih načrtih za naprej. Torej, kje vidiš svojo prihodnost? Je na vidiku kakšna nova pesniška zbirka, morda razstava? Kje tvojo umetnost sploh lahko spremljamo v bistvu? Ja, ne bom nič preveč obljubljala. Mislim, definitivno še zmeraj želim ustvarjati naprej. Če vas zanima moje delo, se bomo ziher še srečali. Vesolje poskrbi za vse to. Drugače imam pa socialna omrežja, pa me lahko najdete pod imenom Zrklovina. Tu blizu galerija. Dobro, ima še kdo iz publike kakšno vprašanje? In še, si rekla v Kamnu v Šabrinke. Ja? Blizu je kip od Šabrinke. Ja, poznam. In na tole Bog dalje me spominjalo na Shiva Lingam. Šiva? Lingam. Indija. Postoje eklipci. Eno, Šabrinka te je na to spomnila. Naslov tole. Okej, ja. Mislim, definitivno je nekaj erotičnega, nekaj pornografskega v naslovu. Kamasutra! Prosim. Ampak Kamasutra realno ni knjiga samo o seksualnih položajih, kot so te vedeli. Za nude, kako naj se obnaša. Nina lahko vpraša. Prvič bi samo hotela res odzivom na vašo antologijo, tudi Martin in Vid, pa še drugi so sodelovali. Takrat, ko se je to začelo, sem se zelo spomnila, kot slavist se bo tudi Vid verjetno. 115 let pred tem, 120 let pred tem, je Cankar izdal pesniško zbirko z naslovom Erotika. In takrat ne samo, da so se podpisali, ampak so jo zažgali. Tako da en majhen napredek v 100 letih je. Agresija je gotova. Ja, če zaradi polemike dobimo samo večjo prepoznavnost, mislim, Hočem reči, proti temu, da zažigajo, to je definitivno napredek. Ja. Torej, ta mainstream je vseeno vedno bil, samo Vse je ključen, saj ne moramo mimo tega. in ob njem ravno nastaja tista iskrena prava umetnost. Ko berem jaz vašo poezijo, Nina, se pa jaz sprašujem, jaz občudujem vaš besednjak. Ne bom rekel, da vse sprejemam in vse doživljam, ampak mene prevzemajo vaše pesmi, ker imajo tako izviren besednjak. Res, da je groba iskrenost, surova iskrenost, ampak no, že Zrklozob je. Odkot ta vaša izvirnost, oziroma
A se to mučite, a to iščete, a to imate etimološke slovarje. A se vam tako kar zasvetijo besede? Ma odvisno od trenutka. Ja, včasih, mislim, jaz prav načrtno, jaz imam večinoma, ful imam odprtih zavihkov v brskalniku in en izmed teh zavihkov je zagotovo Fran. Torej slovar slovenskega knjižnega jezika med drugim. In jaz non-stop, tudi če mi kakšna beseda ni povsem, pa je povsem jasna v uporabi, naprimer, gledališče, jo pofranam, jo dam v Fran in preučujem. Mislim, res mi je to preučevanje besed, pač mi je postalo navada. In iščem to čim bolj pristen stik s tem, kar čutim, da je čim bolj blizu temu. Ampak ni nujno, da se cele dneve zdaj moram najti pa to besedo. Čeprav sem večkrat ful podobna v tem s Cankarjem, vem, da ko sem hodila na študij primerjalne književnosti, Mojca Smolej je pripovedoval o Cankarju, da on je pa je po 2 tedna hodil na sprehode in iskal en stavek. To je bil Kosmač, to je bil Cankar. Tudi Cankar, verjetno Vesna lahko potrdi. Visoko jezikovno zavest, ja. Me zanima, a besedo prej slišite ali vidite? Ma prej čutim. Ja, kako da znate. Ravno v tem je šarm, da ima ne samo ta ne poseben pomen, ampak kako da bi jo oluščili vseh naloženih, da prijete do bistva, ampak je tudi odlično zveni. Ja, to mi je tudi zelo pomembno. Zven. Že od nekdaj sem se fascinirala. Naprimer, sanje, skrivnost, to so mi res lepe besede. A pišete le v verzih? Pardon, v rimi. Ja, če želim biti ironična in družbeno kritična. Mislim, ker rima lahko izpade ful klišejsko. Ampak zvočnost. Ja, ne, zvočnost mi je pa blizu. Mislim, tudi v prostem času se rada ukvarjam, ali igram na piščalku ali neki, pač, da so neki ustvarjanje nekih zvokov, to mi je blizu, ja. Tako da ta ritmični zven besed, to mi je res pomembno. Tudi kako pol prebereš, da zveni, da je ritmika, da lahko mogoče to daš tudi v neko drugo obliko. A bomo slišali tudi kakšno? Če nima nobenega vprašanja, Če nima noben... Ja, jaz imam še vprašanje. Lahko bomo potem. Poslušali pa je. Ja, bomo potem. Okej, samo ne pozabi. Ne bom, sem si zapisala. No, potem pa ti prepuščam moder in hvala za... Hvala. Zdaj nekaj bom prebrala iz Klozova, nekaj bo pa vmes tudi nove pesmi. Kiberpunk. Danes na meniju kuhani možgani, sveži nevroni, boleče utripajo v barvah neona. Čas vidiš kot splet fantazij, olupiš si mišice. Kaj je v meni? Poleg vozlov in kosti, hologram srca, upijam se na lastni krvi, ne hodi mi blizu, prehitro propadam. Biorobotika je za elito, desocializiram se. Padli so svilnati stebri, padajo srne in sloni, obrazi se mažejo v stvari, odsevajo filmska platna, kjer se manifestira
nova generacija pristnosti. Borderline. Pusti mi, da te okužim, da ti poženem parazite po ožilju, da se zjočam v tvoje rane, se zasadim v tvoje atome, celične stene. Pusti, da sem medceličnina, da te poženem, zgradim, zasvojim, posvojim, potem ne bom, ne ti, ne jaz, ne žival, ne človek, zarojena vate, ker je toplo, dokler ne nastopi ledena doba in te razpraskam od znotraj navzven, kot posledico lastnega paradoksa. Zakonik. Bolečina in travme potujejo orbitalno. Brnijo atomi po ukazu, v metasimulaciji pobegnem, poskušam se iztrgati, iztiriti, vijugam čez črte, tvorim nov red, nered. Tudi ta je sprogramiran. Označijo me za napako, disfunkcijo sistema, a sem zgolj posledica travme. Poskušam se iztrgati, a sem posledica, trnek v gobcu. Bolj se upiraš, bolj krvaviš, nesočutni organi, uboga in pogoltni. Bodi pridna in pogoltni. Prtiček. Marsikaj ni zdravo. Čipkasti pogrinki na mizi, kjer si jedel, fukal, klal. Odpreš zadrgo, iz podzemlja privre svinjska mast in špricne po otroških obrazčkih. Zakaj si pod stresom? Zakaj molčiš? Zakaj ne molčiš? Bolečino sestavljajo preproste besede. Kolikokrat čutiš iz vljudnosti, kolikokrat zares razumeš, rada bi se učila skozi igro, pozabila odvečne besede. Za zrkli se skrivajo nebesa, kjer mučijo upornike, lakota pritiska na desno rebro. Koliko trenutkov sploh je, če me ljubiš po labirintih, kjer sem izgubila nedolžnost. Možgani se stapljajo v kič, polne sobe, praznih ljudi. Bog. Napetost plava na površini, kot breskve. Ne rabim tvoje potrditve, ne rabim zapolniti vsega praznega. Prostori prežeti s prostori preteklosti, udrejo v sanje, posredujejo more. Upiram se lastnemu poreklu, izbiram misli kot kamne, združujem tekočine. Ne da se mi biti del tvoje zgodbe. Po 3 dneh se naveličam kraja in ljudi, predvsem tebe, ki me narobe bereš. Rada bi znala biti brez aditivov, v redu, v kaosu. Lizocin. Vse se začne postavljati na svoje mesto. Gladek rez, enakomeren utrip. Strga se struna, greš po vodko in se samo izoliraš. Strga se struna, kopiranje pikslov. Daj mi izgovor, da se znova pohabim. Vseeno mi je, če celo življenje igram na eno struno, če sem pri tem povsem iskrena, srcem na stežaj, naročju držiš vzhajajočo luno.
Začelo se je z igro, končalo s predrto celično steno. Presek. Razkolje zunanjost, iz tebe ostane zver, povzdigne se na vrh in ti strmoglaviš v samo kaznovanje. Potem ti reče, da nimaš samo refleksije. Svet boli, kot mraz te raztrga, objame ti srž, zaduši dih, ovijalka robitnica, vsa tema te zagrne v milisekundi, prebode pljuča, organe, stene žil, žitka notranjost, ne pronica skozi ozke luknje. Mehur na nebu, kot jez, zadržuje nespodobno resnico, pretvarja v šifre. Jeb.m. Luža. 1000-krat se berem skozi prizme drugih, s škarjami v postelji. Izrežem škrlatni žamet, toplo, topo, nekam proti dnu, v tvoj obstoj. Strah je podoben metuljem iz globin, se vleže name, primarno ali zastrto. Raje volk samotar, kakor odpreti skrinjico, konzervo črvov, pogrezniti se v greznico, lizati zrkla, da izčistiš pogled, fokus, floskulo, da razfukaš fikcijo, holograme, patetiko, entiteto, daj mi vesolje, da formiram osebstvo. Virus. Zdi se, kot da uspevaš zgolj v vsakokratnem neuspehu. Legaš, gličaš, hrošče imaš. Napakam v sistemu ni konca. Množijo se, potencirajo. Ti hočeš biti tujec, tujek v lastnem sistemu, tragičen junak. Počutiš se ljubljeno, če te izrabim, se počutiš nič vredno. Največ narediš, medtem ko odlašaš. Najtežje je izdihniti, potem ko držiš sapo. Celo stoletje. Jantar. Nemogoč občutek vseenosti, ko se razblini lastnost. Vame se uvijaš, ko v tam vroče sene, redefinicija pascije, prinašam dež, zlati prinašalec. V eni roki sonce, v drugi zlati nož, s povečano kapaciteto, smetmi v vozlih. Odidem čisto običajna, preveč odkritosti in spremeniš se v pornografijo. Preveč odprtomiselnosti in izpadajo ti možgani. Kot lasje ali elektrika ali zob, v globine teme, bliže demonom, ki čuvajo kapljice prvobitnosti. V mojem skrivališču ni prostora za čas. Zenica. Ljubezen je moj kriptonit, moji netopirji, moj mutiran pajek. Iztisnem si črnino v oči, formira leče čez zrkla. Zlije se za lobanjo, čelni režen, razteza se čez rob. Ko se slečem odrem, koščki črnine ostanejo pod tkivom, zažrti v moje bistvo. Nekoč sem slekla celo vesolje. Ostala je zenica. Kavčuk. Izcediti žitkost. Omare imajo zlobne oči. Ključno je, da ti je neudobno. Rojevam hipoteze. Bolj se odpiraš, manj si svet. Kriči mi iz ušes. Ne poustvarjaj, ne zapoveduj. Če si pobrijem glavo z las, mi mogoče nikoli več ne zraste. Vržem se s konja. Črne ustnice utihnejo. Poletje je odšlo, ko je bil čaj kuhan.
Ok, še eno iz zrklozoba, Otonove. Zaklon. Misteriji izginule rokavice. Drobci zažrti v tkanino. Siliš se s substanco, da vzbudiš gnus, odpor, iztrebiš se, stradaš, skozi noč nadaljuješ v svit. Preden se poženeš v rast, je potrebno še dosti samodestrukcije, pobruhanega papirja, vedno v pripravljenosti na beg, podivjan črn pes, v težko padajočem novem mraku. Plamene ognja si predvajajo na zaslonu. Nita zdežnik, deževnik, se v hipu razpolovi pod težo kolesa, se ploščige ujit v ravnico, ponavlja metafore, pridi, preden se vzpne trdnjava, premakne vesolje, urejam se v laž, pred oknom si vrtam po nosu. Čez 3 dni najdem rokavico pod mizo in se skrijem vanjo. Še 3? Ja. Ja, sam te so ful bolj dolge kot za 3. Pa 2. Se smo pa isi. Ne, pa bom sam te 2, evo. Prikazen. Čeprav to pa moram, ker res Bog si ga drka na nas. Evo, to moram. V bistvu to se nasluja, vse ne vem, če bo ostal tak naslov, ker v antologiji je brez naslova in sem razmišljala o naslovu Božanski žnoder ali Pat etika. Aha, Super. Vse povsod ležijo drobci. Za popizdit zajebano jih je pobirati. Mogoče premalo priklinjaš ali pa si preveč obseden s projekcijo osebstva. Nevzdržno je tukaj. Kdo trka? Sumljive sinapse drgetajo od pritiska. Ste danes že uspešno izvedli samodestruktivni obred? Ste si izbrskali in pospravili žnoder? A se zavedate, da lahko uresničim vse vaše želje? Vam izsrkam tegobe, z dušo vred. Ego, eho. Zajebi, pojebi sceno. Vzvratno v ogledalu, v kletki kriči krik. Izgubi se zanos, povečuje agonija. Klovni so se ti zaredili. Zaskrbljeno ugotavljaš, Bog si ga drka na nas. Lastnoročno se boriš proti vesoljnim zakonom. Junaško, neumno, pohvalno. Klovni redijo pridevnike. Sanjska kombinacija zamaknjenosti, tragikomičnosti in demoničnosti. Postal si Don Kihotski lik. Vse je tako resno in lačno sem. Ne neha naj v skeleti glava. A misliš, da sva zavedno izgubljena v medmrežju okvare? Klovni odobravajo patetično vprašanje. Ok, zdaj pa sem še. Meja med virtualnim in organskim se briše, širi in množi hkrati. Logično je vse bolj neuravnovešeno. Tkivo obstoja se pospešeno pači. Svet se je končal večkrat, kot več tisočkrat. Se razcepil, prelomil in potonil. Pod težo bolečine se končal vsakih par ur blaznimo. Anomalija za anomalijo. Se gradijo spačeni konglomerati, ostrih razjed in strupenih bodic. Pod površjem so vsi ljubezen, brez uslišanja. Pod površjem je vse ena ljubezen.
še jaz. Prej si govorila o tem, da morajo besede imeti dušo, da moraš dati jim dušo. In seveda to je z tvojega vidika kot avtorica, verjetno, ko ustvarjaš. Potem pa daš pesem od sebe, jo daš v zbirko in zbirka gre svojo pot. Ja. In te besede mogoče nekomu ne zrcalijo duše ali pa mogoče ne vidi tistega, kar si ti videla v tej recimo besedi ali tej pesmi. Me zanima, kdo v resnici daje dušo tem besedam in kako se s tem, ker v resnici najbrž se je zgodil nek prelom ravno s to antologijo Bog si ga drka na nas, ne? Ali pa mogoče neka taka, ne vem, javna polemika, ki se je zgodila, da je bila kot na nek način ena taka uvertura v to, da v to javno nastopanje, javno življenje poezije, za katero moraš ti kot avtorica v resnici tudi potem stati. A se s tem obremenjuješ ali niti ne? Jaz sem totalno ponosna na ta vers in stojim za njim z vsem svojim živim bitjem. Kar se pa tiče duše v besedah, bi pa rekla, da ja, mislim, valjda se lahko zgodi, da nekdo da vso svojo dušo v neko besedo, pa je drugi ne začuti. Ampak ne smeš se ti zaradi tega sekirati. Mislim, kadar napišeš pesem, kadar daš vse od sebe in daš to ven in izraziš in ni več, v bistvu daš to v svet in rodiš otroka, v bistvu, ki gre pol svojo pot. In tistih, ki se dotakne, tistih, ki ne, pač ne, se ni v moji moči, v bistvu. V moji moči je samo, da dam vso to iskrenost od sebe. To je sistem upravlja na nek način. Ja, mislim, da ta odziv ne ustavlja novih besed, ki se rojevajo. Ne, mislim, celo mi je kompliment, kadar mi kdo reče, da je to pa too much za njega. Ker okej, mislim, ful dobro. Odziv. Ja. No, potem je pa v bistvu navezavi s tem, še zanima, ker si na začetku v resnici se mi zdi ganjeno govorila o poslanstvu umetnosti. In mislim, da je to isto vprašanje, ne? Ves čas vrtimo okrog estetike, da je v osnovi pa ti ves čas govoriš o etiki in da je ta tvoja... Da se, če vzameš iz estetike Ja, sej samo da v tej estetiki recimo, ne? Potem vse to se skozi vrtimo okrog tega vprašanja, ne? Lahko nekdo potem ne vidi etike notri, ne? In se mi zdi škoda, ne? In škoda za obe strani v resnici, no? Tako. Ja, to je tudi na nek način tudi vloga te odtujenosti, ki smo tukaj. Vsak je v svojem mehurčku, sploh družbena omrežja to še bolj pospešujejo oziroma delajo bolj dramatično, mislim bolj večje. Ja, ampak mislim, na neki točki se moramo še zmeraj sprijazniti s tem, kar lahko sploh dosežemo kot ljudje, pač kaj je v naši moči sploh, da lahko spremenimo. Čeprav je ful grozno, da ne vem, tam so vojne, tam živejo vojne in jaz ne moram narediti nič za to, lahko sam obžalujem, lahko sam delim to svojo žalost s svetom. A je tebi pomagala umetnost v težkih trenutkih? Ja. Mislim, da sem kdaj tudi rekla, da brez tega ne bi preživela, čeprav se sliši ful dramatično in pretirano, ampak je res, pa mislim, da za velikega drugega tudi. Ja, ne, umetnost je ključ, to je dejstvo. Ja, pa jaz sem se še dodala pa prevajanje. Ja, pa se to je v bistvu isto vloga, ne? Ta most, ja. Grajanje mostov. Itak. Ali drama zbla? Kaj? Ja. Si del umetnosti. Valjda, vse glasba je tudi umetnost.
Da, krasno. Glasba. Ni več vprašanj? Ne, to bomo še nadaljevali. Nadaljevali, kot je običajno, zelo lepa hvala. Mira, za ta ponovno oživete vprašanja, razmišljanja z drugimi besedami, iskreno, tudi če glejte surovo. Vse, torej naj se nareduje, naj se stopnjuje, vidu hvala, da se omaknem, za vprašanje, za vodenje in tudi za želje po novih stuzijah. Tako, kot sem rekla, vzbudite me upanje, da bo živa ustvarjalnost tu šla naprej in bomo po svojih močeh jo v teh prostorih tudi razkazovali in bili ponosni. Tako, hvala. Seveda, kot konec je vedno naša karikaturistka, Lorela Fermo, se vnaprej opravičuje, ona nima likovne izobrazbe, je pa zelo dobro namerna, mislim, da bi se italijansko vi ne govorite. No, ona govori slovensko zelo lepo. Tako da bi se lahko zelo dobro ujeli, da iskrenost in sotto je sempre l'amore, spodaj ljubezni. Tako da jaz si videla. Ne znam se ga povedati, nekje sem videla z Žlavko Laško, ki se potem pretvoril v neko drugo. Lega vida. Videla na kolesu, videla prvič. Rekla, jasna, a je tak? Je. Jaz sem videla kar. Super, nikaj lakaj. Ampak ne da bi vedela, sem ga videla in sem ga spoznala. Naprej je vse polno, torej njene karikature so predvsem polne duhovitih in dobronamernih detajlov. To je res lepo. Najbolj lep spomin. Zelo lep spomin. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.